Lepo pozdravljeni gledalci in gledalke televizije Exodus. Danes bom govoril o teme, kako raste v Kristusu. Prva tema je bila, ko sem govoril o vztrajni molitve, druga je bila zaupanje v Boga, tretja je bila pokorščina in poslušnost, četrta tema je bila potem doživljanje notranjega miru. In danes bom odprl to temo na četrti nagovor, živeti sedanji trenutek. Pogoj za to, da smo spremenljivi za doživljanje Svetega Duha, da živimo sedanji trenutek. Pogostokrat se mi mnogokrat v življenju vračamo v našo preteklost. In zdaj, kaj bi mi spremenili v preteklosti? Ampak Gospod pa nas vabi, da živimo sedanji trenutek sedaj in to z Gospodom. Ne da gremo, kaj bo zdaj v preteklosti, ne moremo. Preteklosti ni več. Preteklosti se lahko zahvalimo Gospodu za vse, kar smo šli, za vse, kar se je zgodilo. Sedanjost pa pomembno, da smo zdaj v tem trenutku z Gospodom, v njegovi božji prisotnosti, v njegovem usmiljanju, v njegovi dobrote, da živimo sedanji trenutek, da smo bolj res, ker je Bog je večni sedaj. In tudi, če neke misli nam uidejo na prihodnost, kaj še bo, ali pa nas je neki dogodkov celo strah, ali pa neke bolezni ali operacije ali kajkoli, tisto še se bo, ampak to pa lahko izročimo v Božje roke. Bolj, ko smo v stiku z resničnostjo z Gospodom, bolj smo v sedanjosti, bolj živimo to sedanjost v tem trenutku. In zato, gledajte, sem zadovoljen sprejeti to življenje sedanjost. Ne, da se mi vračamo v neko preteklost, da si želimo, da bi bili 10 let mlajše, da bi bili 20 let mlajše. Vse take misle nas odvedejo v neki svet, neko razmišljanje, ampak nismo več v sedanjosti. V sedanjosti pa nas prav Gospod vabi k temu, da mu tudi danes in vsak dan znova odpremo našo notranjost, da ga povabimo v naše srce, da mu odpiramo vrata svoje duše, svojega srca in da ga postavljamo v središče svojega življenja. Matejevem evangeliju, 22. poglavje od 37. vrstice naprej pravi: ljubite Boga z vsem srcem, vso dušo in vsem mišljenjem. To so 3 stvari. Pomeni, da v sedanjosti z vsem srcem se prizadevam služiti Gospodu, ga imeti rad, ga mu to pokazati. Kaj je lepšega, gledajte, kot otrok, ki prihaja k svoji mami in reče: mama, jaz te imam rad. Mi se moramo zavedati, da smo ljubljeni Božji otroci, da je Bog, naš oče, neskončno rad. In če mu pridemo in mu to povemo, da ga res imamo radi, da mu to želimo tudi pokazati z svojim življenjem, to ljubezen, ki jo imamo v svoji notranjosti, Bog še bo bolj vesel nas, še bolj nas bo objel z svojo nežnostjo, svojo ljubeznijo in s svojo dobroto. Zato, dragi bratje in sestre, z vsem srcem se prizadevajmo, da gremo, da ljubimo Gospoda. Gospod, nauči me sedanjosti, da te imam z vsem srcem, v vsakem trenutku in v vsakem človeku rad, da te ljubim, da te znam to na pravi način tudi pokazati. Z vso dušo, to, kar mi čutimo, kar mi doživljamo, povabimo Gospoda, Gospod, tudi v sedanjem trenutku ti izročam svoja čutila, svoje doživljanja, Gospod, svoje spone in pace, svoje veselje in svojo jezo, svojo žalost in svojo ljubezen. Gospod, daj, da bi to, kar je vse v meni, v moji notranjosti, slavilo tvojo navzočnost, da bi še bolj znal te z svojimi čutili to ti izraziti, pokazati in te postavljati v središče svojega življenja. In z vsem duhom, s srce, so dušo, s mišljenjem, vsem razumom, to, kar je v moje mišljenje. Pogledajte naše misli, da živim to sedanjost. Danes, Gospod, danes se želim srečati s teboj.
Ne, kar je v preteklosti, ampak danes hočem biti tu pred teboj, z vsem srcem, vso dušo, vsem mišljenjem, Gospod, moje misli ti izročam, moje načrte, moje besede, moje razmišljanje, vse, kar je v moji glavi, vse to ti izročam, Gospod. In te prosim, Gospod, da me ti vodiš, da me ti vodiš v vsakem trenutku mojega življenja in da tvoja misel vedno v središču mojega življenja. Poglejte, katere stvari so pomembne. Pomembno je to, da za preteklost prepustimo Božjemu usmiljeno. Vse, kar se je zgodilo v naši preteklosti, dajmo Božjemu usmiljenju. Bog že ve, zakaj je neka stvar dopuščena v našem življenju. In ne vemo, ne razumemo. Če pa rečem, Gospod, tvoje usmiljenje naj bo tukaj v središču, naj se zgodi to, kar je bilo v preteklosti, saj izročam tvojemu Božjemu usmiljenju. In pogledajte, takrat pride v naše srce, v našo notranjost Božji mir. In smo umirjeni. Pomeni, to je za preteklost. Prihodnost prepustimo Božji previdnosti. Božja previdnost naj vodi našo prihodnost. Saj ne vemo določeno stvar, zakaj in kdaj se neka stvar dogaja, kaj je to pomembno v našem življenju, zakaj je to bo se zgodilo ali kaj. Ampak če rečem, Gospod, jaz ti so svojo preteklost izročam in želim ti, naj se zgodi tvoja Božja volja v vsakem trenutku v moji prihodnosti. Naj se v prihodnosti vedno uresniči tvoja Božja volja. In pomagaj mi skupaj z Božjo Mater Marijo, da bom tudi jaz znal reči, Gospod, zgodi se v tem trenutku, kar se zdaj dogaja, če ga ne razumem, če je težke, naj se zgodi tvoja Božja volja. In potem danes pa naredim, kar je življenje mi postavlja pred menoj. Naredim to iz ljubezni do Boga in do bližnjega. Saj sem, dragi bratje in sestre, ustvarjen iz te ljubezni. Da bi ta ljubezen v meni še postajala bolj rodovitna in da bi postala še močnejša, da bi zmogel rasti v Gospodu. In pogledajte, zdaj smo imeli 6 teh razmišljanj, 6 teh tem, kako rasti v Gospodu, 7 je pa nenavezanost. V življenju mnogokrat smo navezani na to ali drugo stvar, ali na danes na telefone, na tablice, na računalnike, na avte, na hiše, na ljudi, kakšne vse navezanosti, na kavo, sladkarije. Ampak tem nas tudi postni čas vabi posebno, da bi 3 področja, kot se pravi področja, za to, da bi naredili dobro delo, da bi molitev in post. In pogledajte, post je tudi v tem, da mi znamo vse tisto, na kar smo napačno navezani. Napačna navezanost pa je tisto, kar nas notranjo paralizira, zapira v odnosu iz ljubezni do Boga in do bližnjega. In zato prosimo to, da ne bi bili nikoli napačno navezani. Da bi bili naša navezanost bila prva navezanost na Gospoda. Če smo preveč navezani na svoje programe, na svoje gledanje, na lastno razmišljanje, na lastno modrost, potem ne dopuščamo Svetemu Duhu dovolj prostora. Potem pa smo navadno zaprti, pa težko na nje, pa jamremo, pa nezadovoljni smo s svojim življenjem. Zato, ker nismo dovolj pustili prostora za Svetega Duha, ker ga nismo postavili v središče svojega življenja. Glejte, dragi bratje in sestre, prosimo Gospoda, da bi zmogli biti nenavezani na vse te stvari, tudi na ljudi. Ampak da naše srce toliko svobodno, da je v centru, v središču vedno Gospod, da On, Jezus, središče našega življenja, da On luč, da On vrata skozi vsako pot na vsaki poti našega življenja, pri vsake odločitve. Gospod, ti si vrata, ti si tisto, kar je potrebno. Seveda, dragi bratje in sestre, pomembno je, da imamo načrte, da se lotimo dela na pravi način, ampak ne smemo pa na te stvari biti navezani. Napačna navezanost paralizira naše življenje, našega srca in tudi našega duha.
Včasih reče, toliko let sem molil, toliko let, ampak ni nekega veselja. Pomeni, na kaj vse sem v življenju navezan. Zato prosim tudi Gospoda, naj mi odkrije v tem postnem času vse moje navezanosti na stvari, na tiste stvari, ki me oddaljujejo od Božje dobrote, Božje milosti, Božjega usmiljanja in Božje besede, ko me oddaljujejo od molitve, od cerkve, od sakramentov. In imamo spet ponovno milost, ko nas Gospod vabi, da pridemo k njemu, da ponovno odkrijemo to njegovo Božjo ljubezen, Božjo dobroto. In zato tudi sedaj v tem 4. postnem nagovoru vas kličem posebno k temu, da bi živeli sedanji trenutek. Prosimo Gospoda v tem milosti, da bi tudi bili nenavezanosti na te stvari, ki bi nas oddaljevale ali paralizirale, ampak da bi bili dovolj odprti in pripravljeni z veseljem srcem sprejeti Božjo milost in Božjo voljo ter postati njegovi Božji otroci, ki bodo nosili, se znali veseliti tega življenja. Zato vam tudi želim razpoložljivosti, navdušenja in hkrati pozornosti na to Božjo bližino. Amen.